Veste, kar se tiče denarja, je zelo pogosto med ljudmi, ne, da vsi bi imeli velike plače, malo manj je pa takih ljudi, ki bi se res potem bili pripravljeni tudi potruditi za to. 1 milijon ste vi omenil, je za slovenski prostor to izredna nagrada za top management mnogo večjih podjetij, seveda po svetu je to drobiž, izredno odgovorno, naporno in da plačaš to z zdravjem, z zasebnim življenjem, z osebnim mirom tudi, zato ker enostavno nihče te ne bo nadpovprečno nagradil za ston. To je neke vrste tudi oblika suženjstva. En lep pozdrav v novem SBC-evem podcastu, tokrat je na vrsti intervju. V intervjujih ponavadi za to mizo sedijo ljudje, ki imajo kaj pametnega povedati. Se opravičujem, ne ponavadi, vedno. In izbiram jih tako, da rečem, ok, morda ga poznamo, pa ne vemo, kaj misli. Tokrat je malce drugače. Tokrat mojega gosta ne poznamo preveč dobro. Če boste vpisali njegovo ime, na primer v Google, ki menda da ve vse, ali pa v ChatGPT, vas bo zelo verjetno celo zavedel. Slika ne bo takšna, kot je danes tukaj v tem studiu. Ampak sam sem imel to možnost, da sem z njim enkrat v enem izmed naših podcastov že klepetal in potem še na kavi, ki je trajala ponavadi za 2-3 kave, kajti ta pogovor je trajal 2 do 3 ure, kjer sva se spoznavala. Kjer me je zanimalo, kdo pravzaprav je, kako to, da se spozna na nekatere stvari, za katere ni samoumevno, da jih človek danes pozna. Današnji gost, da ne bom predolg, je Slovenec, ki živi v Franciji, dela trenutno v Švici, je delal pa praktično povsod. Aleš Torkar, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Slovencev nas je, se mi zdi, 2 milijona 100 tisoč. Sicer je pesem samo milijon nas še živi, dosti časa smo govorili, nas je zgolj 2 milijona, ampak zadnji podatek je 2 milijona 100 tisoč. Potem ste pa tukaj tudi Slovenci, ki ste Slovenci, ampak ne živite v Sloveniji, ampak ste razkropljeni po celem svetu. Zato morda čisto za začetek, od kod ste se danes pripeljali v tale studio na Dunajske? To je že včeraj sem prišel v Slovenijo. Aha. Iz Švice. Jaz tam imam en dom in to je v kantonu Zug, to je med Lucernom in Zürichom. Na tako lepo mesto zame, zato ker je v naravi na 1000 metrov nadmorske višine in tam lahko se umirim, razmislim, je hkrati pa odlična štartna, bom rekel, pozicija, da kamorkoli ta večja mesta grem lahko v roku največ pol ure. Dobro ste rekli, tam imam en dom. Kje je drugi dom? Drugi dom je v Provansi, v okolici Avignona. Tam imam najmlajšega sina, ženo. Tam je čisto drugo življenje, južna Francija. Za plusi in za minusi, kot si človek rekel, ne. Jaz sem pač le hribovec po naravi, tak tipičen alpski Slovenc. In potlej, ko pridem v Provanso, sem navdušen nad vremenom, nad njihovim sadjem pa zelenjavo lokalno, ko dejansko res ima okus. Ampak navade ljudi so pa drugačne in tam mogoče dana beseda manj velja, mene pa to kar precej iritira. Pa kakšna pločevinka skozi okno vozila, ki mimo pelje, to pa ni moj stil, ne, in tako imaš potem vedno v življenju, ne, so stvari, ki so ti zelo všeč, so stvari, ko jih moraš pa sprejeti. Se pravi, zdaj, če primerjava Provanso pa Švico, ja, verjamem, da so kar razlike, ampak zdaj imamo tukaj še tretji dom, ne? To je pa Slovenija, kamor se ves čas vračate. Kje na lestvici je Slovenija? To je moja domovina. Ne, in zaradi tega od vseh teh mest, kjer sem, se tukaj počutim najbolj doma in vsi vemo, kako je to pomemben občutek, ne, da rečeš, tle so moje korenine, tle od tukaj izhajam, jaz sem tukaj rad. In jaz sem po svetu hodil predvsem zato, ker sem moral zaradi poslovnih razlogov, ne. Meni, ko sem bil študent, pa še prej, nikoli na pamet ni padlo, da bom zapustil Slovenijo. In sem bil praktično presenečen, ko se je pač zgodilo, da sem bil povabljen v Švico, da grem delat v centralo, da dobim novo delovno mesto, da sem bil takrat zadolžen potem za srednjo in vzhodno Evropo pa Rusijo. In sem rekel, 2-3 leta, Švica, to pa že ni tako slabo, a ne. No, ampak to se je na koncu zgodilo, da sem na 2-3 leta menjal države.
se poskusil vrniti v Slovenijo, pa mi prvič še ni čisto uspelo, ampak zdaj pa delam na tem, da če sem začel v Sloveniji, bom tudi končal v Sloveniji. Ne? In to ne mislim samo ta zadnji izdihljaj, ampak zares. Imam pa to srečo, da je moja soproga, ki je Francozinja, ena strašna ljubiteljica Slovenije. Tako da, ko se pogovarjajo o Franciji, sem jaz malo manj navdušen, ko se pogovarjajo o Švici, je ona malo manj navdušena, ko pa prideva na Slovenijo, so pa za. Ne? Tako da, to je Dobro. številka ena. Odlično. Zdaj smo obdelala, se mi zdi, da kar ključno vprašanje, kje je dom, kje se počutiš doma, ravno zato, ker ste bili vi tako malo doma. Dajva se vrniti morda v vašo mladost. Ko ste rekli, bil sem študent, takrat si tega niti slučajno nisem predstavljal. Najprej, da vas sploh predstaviva. V resnici ste, a se najbolj motim, če rečem, zdravnik bili, pa nikoli tega počeli, čisto zares. Jaz mislim, da je ta drugi del izredno pomemben. Gre sledeče. Jaz sem rojen v Zasavju, v Zagorju, ampak že v prvih mesecih sta moja starša se preselila v Ljubljano. Moj oče je iz Tolminske, ampak ljubezen je svoje naredila in sta se našla na sredini. Tako da sem mestni otrok, otrok Ljubljane centra. In kot zelo majhen sem jaz enkrat tako omenil moji mami, da bi pa jaz bil zdravnik. Moja mama je potem se zelo potrudila, da je negovala to mojo željo in dejansko res iskreno v meni, brez prisile, je bila ta želja postati zdravnik. In potem sem končal osnovno šolo, pa je bilo vprašanje, kam pa zdaj naprej, da boš res postal zdravnik. Drugega ni bilo. Zdravnik, vse ostalo je bilo nerelevantno. In sem šel najprej na srednjo zdravstveno šolo. Takrat je bila opcija, jaz sem produkt usmerjenega izobraževanja, je bila, ali boš za medicinsko sestro se izobrazil, pa šel pol na faks, ali boš šel na gimnazijo za Bežigradom, pa šel pol na faks. Moja starša sta mi pametno svetovala, da kljub vsemu je dobro imeti poklic na koncu srednje šole. Tukaj se kaže v bistvu ta moja navezanost na njun izvor, onadva sta kmečkega izvora, ljubitelja narave kot taka in sta zelo veliko tega, jaz temu rečem zdrava kmečka pamet, ki jo še danes silno spoštujem, prenašala name. In jasno, jaz sem to sprejel, mislim, da je bilo tudi zelo dobro, kasneje se je pokazalo tudi zelo dobro odločitev, potem je prišel medicinska fakulteta, jasno sprejemni izpit, takrat je bilo še zelo težko na medicino priti, ampak ni bilo nobenih težav. Potem sem končal medicino in prvič se soočil z realnostjo življenja mladega zdravnika, ki mislim, da tudi danes je še v mnogočem zelo podobno. Šel sem v službo, začel delati in takrat so spet neke reforme v zdravstvu delali in sem imel plačo, ki je bila manjša, kot so bili potni stroški in malica, ne. In nekako sem gledal, zdaj pa ti si pa končal medicino, pa si zdravnik, pa boš vendarle mogel poskrbeti za svojo družino. Jaz sem si želel družino tudi imeti, si želel poročiti, imeti dom. In sem videl, da to nekako brez neke velike pomoči okolice ne gre. In na drugi strani pa, ker sem ravnokar prišel iz Baltimora, iz Johns Hopkins University, mene so povabili na trening za učitelja neprofitnega menedžmenta. Sem bil v bistvu zanimiva ponudba na trgu delovne sile za farmacevtsko industrijo. Jaz sem bil zdravnik na eni strani, na drugi strani sem pa vendarle bil malo manj naiven za menedžment. In jaz sem dobil takoj ta prvo službo. Sem bil vodja prodaje za države nekdanje Jugoslavije, ker je odkrito povedano bilo veliko tveganje tedanjega vodstva v tem podjetju, da so mi dali šanso. Sicer so me res prej pretestirali, ampak vseeno so bili dovolj pogumni, da so enemu popolnoma zelenemu dali možnost. In kar naenkrat sem pa lahko bil kreativen, nisem samo poslušal, pa pisal anamneze, pa tako naprej. Bil vodja, sem kar naenkrat imel tajnico, pa službeni avto, pa plačo, od katere sem lahko iz meseca v mesec šel, pa sem rekel, no dobro, se to ni tako slabo, pa bom jaz tole par let delal, pa grem pa nazaj. In tako sem jaz v bistvu po kratkem času
dela v bolnici, to je bila Splošna bolnica Maribor. Dejansko se je odločil, da bom popolnoma spremenil karierno pot. Mogoče bi bilo tudi pošteno povedati, da sem želel biti kirurg. Jaz sem imel že vse dogovorjeno, da bom postal kirurg, pa sem šel pa na razgovor k direktorju bolnice, ki je kasneje postal en pomemben slovenski politik. In sva se midva pogovarjala, če bi jaz res službo dobil. Pa jaz pridem tja, ravnokar sem napisal en članek o menedžmentu v neprofitnem sektorju. Tisti članek vidim pred njim na mizi, in se začnejo pogovarjati. Moških ni bilo veliko takrat v bolnici, kandidatov za službe tudi ne, ampak on v meni začne govoriti, konkurenca je velika, treba se bo dokazati, ono tretje. In sem rekel, na eni strani ponudba, ki sem jo že imel, na drugi strani se pa tlele me dejansko skorajda odtepajo, ne. In se je končala moja medicinska kariera prvič. Tako je bilo to malo po spletu okoliščin, da sem pristal v farmacevtski industriji. Preden nadaljujeva, dajte samo našteti, v katerih podjetjih ste od te točke dalje vse delali. Potem vas bom pa lažje spraševal, prav? No, moje prvo podjetje je bilo Bayer Pharma v Ljubljani. Potem sem jaz po 3 letih rekel, no, dajmo se še enkrat preveriti, pa sem šel še enkrat nazaj v bolnico delati. Ampak takrat sem pa potem že videl, da je moje mesto drugje. Sem šel delati potem v Janssen Cilag, to je podjetje znotraj Johnson & Johnsona. Po karieri v Janssen Cilagu sem prešaltal na Novartis. To je bilo ravno v času, ko je Novartis odkupil Lek. In jaz se spomnim tistega občutka, da so prišli v Slovenijo, kakšna je moč teh velikih korporacij. In so kupili Lek tako, kot če midva greva v trgovino, pa kaj se vem, 2 kili banan kupiva, ne. Tako neverjetno, no. In hkrati pridejo k meni in me prosijo, če bi pa jaz bil za njihov inovativni del pa country manager, ne. In jaz sem bil strašno usmerjen na to, da moram čim prej postati country manager. In sem postal country manager za Novartis. In spoznal, da country manager sploh ni tako strašno pomembna funkcija. Ampak dosegel sem cilj, ne. Pa se začel spraševati, kaj pa boš zdaj naslednjih 35, 30 let, to je bilo zgodnja 30. leta, ko sem bil jaz tole. In sem videl, da bo treba kako spremembo tudi s časom uvesti, no. In to je bil potem razlog, zakaj sem začel razmišljati o tem, da bi pač Slovenijo zapustil, a ne. No, jasno, jaz sem znotraj Novartisa šel v Basel. Sem tam delal v Baslu in pa v Milanu. Potem sem bil povabljen s strani Bristol Myers Squibb, to je ameriško podjetje, da grem na njihov evropski sedež, to je v Parizu, sem šel v Pariz. Potem sem znotraj tega podjetja dolgo časa delal v Parizu, pa v Londonu, pa se nazaj spet v Pariz vrnil. Nakar sem prestopil v francosko podjetje Pierre Faber. Razlog je bil relativno enostaven. Takrat je moje podjetje šlo v eno veliko spremembo, zaprli so celotno evropsko predstavništvo. Mene so sicer povabili, da bi šel v Združene države, a mi to nekako ni sedlo, kot oče otrok, celo družino premakniti v ZDA. Niti kulturno mi ZDA ni bilo povsem blizu. Jaz sem le bolj Evropejc kot Američan, a ne. In smo kar nekaj ljudi smo želeli ostati v Evropi. In moj šef tedanji je prevzel vodenje celotnega področja onkologije v podjetju Pierre Faber. In je jasno vsak način želel mene imeti tudi zraven, jaz sem pa kar z veseljem za njim šel, ker sva imela eno izredno dobro sodelovanje, eno spoštljivo, kreativno, rezultatov polno, bom rekel, izkušnjo. No, in potlej sem v Pierre Fabru delal, kar nekaj let spet, in takrat sem počasi dobival nazaj klic v Švico, ker v Švici sem se od vseh držav poleg Slovenije najbolj počutil. Meni je Švica v funkcionalnem smislu taka Slovenija, kot bi mogla biti, a ne. Pa jasno, v Sloveniji sem domač, tam sem pa kljub samo tujec. Je pa to ta velika prednost Slovenije, ne, ker meni je tako ljuba.
In potlej sem, začel gledati nazaj, kako bi se vrnil, in, sem v bistvu postopoma že premaknil sebe osebno, proti Švici. Nakar sem se vrnil v Slovenijo za kratek čas, ker sem se odločil, da bom v tistem času, da bom nehal menedžersko kariero, da bom dal prednost času pred denarjem, a ne. Jaz sem v bistvu uspel neko osnovno eksistenco za družino priskrbeti in potem, tako kot pravijo, ne moreš v 2 posteljah naenkrat spati. In to mi je bilo neko vodilo in sem se vrnil v Slovenijo, v staro Ljubljano, pa se ni obneslo, ker moj sin, ki je pa bolj v Švici bil doma že, jaz imam 2 sinova in 1 hčerko. In smo se potem zaradi, sina, vrnili nazaj v Švico, tam me je že prijatelj čakal, ki je na vsak način me želel, v njegovo podjetje, da se priključim, to je bilo kitajsko podjetje Fosun Pharma. In potem sem tam nekaj časa delal, ampak, v glavi sem se pa že pripeljal za svojo drugo kariero. O tem mogoče kdaj, majčkeno kasneje. Malo kasneje, ja. Ja, ampak to so vse ta podjetja. Mislim, da je najbolj pomembna stvar je to, slovensko okolje, švicarsko podjetje z zelo ameriško kulturo, čisto ameriško podjetje, francosko podjetje, ki mislim, da je do ljudi bilo najboljša izkušnja, kar sem jih imel, in potem Kitajci, ki so spet poglavje zase. Zdaj bom uporabil kletico, ki je pa prijazna. Jebentiš, ko naštejete takole, vsa okolja, vsa podjetja, kjer ste delali, kako za vraga vas potem Google ne najde z vsem tem? Kaj je razlog, da ko si enkrat v takšnih velikih skupinah, postaneš, tudi če si na izvršnih funkcijah, kar ste vi bili, ne, kot menedžer, vendarle samo del neke korporacije, neke mašinerije? Je res, da si del, ne, ampak, jaz sem se zmeraj počutil kot del tima, ne kot del stroja. In zaradi tega nisem videl toliko potrebe, da bi sebe promoviral. Je pa res to, da če se znaš sam dobro promovirati, v korporativnem svetu lahko zelo pomaga, ne. In zaradi tega boste videli različne pristope k življenju. Nekateri vodje, menedžerji zelo veliko dajo na njihovo pojavljanje v medijih, komunikacija z novinarji, takoj, ko se kamera vklopi, zažarijo, tako. Jaz sem pa drugačen, ne. Jaz sem pa bolj usmerjen, da naredimo nekaj, da dosežemo nekaj, da smo z ljudmi, s katerimi delamo skupaj, da smo zadovoljni, lahko ponosni na ta uspeh. In pač kot zdravnik, ne, mi je bilo zmeraj najbolj v veselje poslušati zgodbe o življenjih, ki smo jih rešili s temi novimi inovativnimi zdravili, ne. Jaz kot primer, jaz sem delal na, 2 zdravilih, ki sta ključni za zdravljenje kronične mieloične levkemije. Preden so ta zdravila prišla, v uporabo, je zdravnik imel eno zelo žalostno zgodbo, ker je rekel svojemu pacientu: "Poslušajte, imate to bolezen in praviloma imate še toliko in toliko časa in vam svetujem, da ga čim boljše izkoristite, ne." Jasno, tukaj si mogel dovolj taktno in vljudno in z občutkom povedati to pacientu, ampak vseeno, bil si nosilec slabe novice. In potem s temi zdravili, najprej prvo, saj lahko z imenom, greva Glivec, si postal zdravnik, ki si rekel: "Poslušajte, imam slabo pa dobro novico. Slaba novica je, imate zelo resno bolezen. Dobra novica je, jaz imam zdravilo zanjo. In to zdravilo, ki to je ne samo mogoče pozdraviti, ampak praktično v večini primerov, je pač to tako, ko nekateri jemljejo statine zaradi lipidov, antihipertenzivno terapijo, jemlješ to in živiš dalje. Kvalitetno živiš." No, in potem se je sčasoma pokazalo, da vendarle je ta pul ljudi, ki z Glivecom dosežejo optimalne rezultate, večji, kot smo predvidevali. Namesto do 10% smo na koncu videli, da je 1/3 ljudi vsaj takšnih. Sem imel pa ta privilegij, da sem lansiral zdravilo, ki za teh manjkajočih tretjino, ne, funkcionira, deluje. In to je bila zame nagrada, ne, ko sem vedel, da je toliko in toliko tisoč ljudi vsako leto s to boleznijo, recimo v evropskem svetu, in ko vidiš, da si ti potem bil zraven en del tega kolesja, ki je omogočil, da je to zdravilo zdaj v uporabi, ne, se počutiš,
zdaj pa sem vendarle nekaj zdravniškega naredil, ne. In to je tisto, kar je mene vodilo. Zdaj pa, če to objavijo v Googlu, mi je pa sekundarno. Saj to je bila malo provokacija, Ja. zato da zdaj vidim, kako zažarite, ko razlagate o svojih največjih uspehih morda v karieri in to, da lahko rešiš toliko življenj, sploh ker sva začela s tem, da ste v resnici bili zdravnik, ki pa te službe ni tam opravljal, pa je zdaj drugje, razumem, zakaj je žar v očeh. No, pa če se morda ustavim pri Gliveku pa in tako naprej. Kako velika ekipa je za to potrebna? Kakšni vložki so bili na primer za to potrebni? Kako deluje takšna stvar? Zdaj me boste peljali v svet, o katerem nič ne vem, ne? Vem pa, da je eden najbolj dragih na svetu, ko gre za razvoj. To so pač zdravila, nova zdravila in tako naprej. Skratka, farmacija je vendarle panoga, ki je ves čas del nas in krepko jo potrebujemo, ne? Vsi bi radi zdravi živeli do 120 let vsaj, ne? Pa zraven bo še to dodal, da vsi bi radi, jaz bom rekel rajši, manj zdravo živeli, ampak imeli tabletko, Da to ne deliramo potem, ne? ki to uredi. Ja. Zdaj, kar se tiče vsakega zdravila, jaz sem v bistvu en cel kup zdravil nadziral, onkologija, hematologija, nevrologija, psihiatrija, dermatologija, v bistvu vsako področje je različno. Dejstvo je tako, da kadar imaš ti večjo skupino zdravnikov, večjo skupino pacientov, je avtomatsko to zgodba obsega, ne. Tako da ne moremo reči, to pa je kar eno tako čez prst merilo, kaj potrebuješ. Najdražji del je praktično ta tvegani del na začetku, ne, ko ti iz nekih knjižnic v bistvu molekul, izbiraš in iščeš rešitev za bolezen in na koncu iz množice molekul je samo ena, ki potencialno uspe. Ker prvo je, da zdravilo uspe v medicinskem smislu, da ga ti sploh lahko registriraš, ker moraš dokazati, da je zdravilo boljše od tistega, kar je do sedaj v uporabi, da je zdravilo varno in na koncu tudi, da imaš neko vrsto ekonomsko logiko v tem zdravilu, da povrneš investicijo. Zdaj, tulele bil pa postal malo heretičen, ker mi imamo klasične te zgodbe o tem, kako zdravila so izredno draga za razvoj, in to upravičuje včasih absolutno grozljive številke, koliko zdravilo na koncu stane, in tukaj moram tudi to opomniti, da so zdravila v Ameriki recimo bistveno dražja kot v Evropi. In tukaj pridemo pa do tega, da je farmacevtska industrija, pa me bo morda kdo ne soglašal z menoj, je v lasti finančnih inštitucij v glavnini. In temu primerno jim ni, tako kot vsaki finančni inštituciji, prvi cilj pomagati pacientu, pa zdravniku pri delu s pacientom, ampak dobiček, ne. In potem to vpliva na odločitve, ki so včasih odločitve bolj v smislu želje lastnika, kot v smislu pomagati družbi. Zato tukaj dajem jaz sem vedno delal z originalnimi zdravili, ampak dajem zelo veliko pozornost in pomen generični proizvodnji, recimo Slovenski Krki, ki je eno izmed takih podjetij, ki pa uspejo potem ta zdravila, ko enkrat patentna zaščita poide, vendarle ponuditi ljudem še vedno kvaliteto, pa vendarle popolnoma drugi, znosnejši ceni, ki družbi potem lahko pomagaš na tak način. Tako da jaz moram priznati, da imam zelo lepo osebno izkušnjo z delati v farmacevtski industriji, hkrati se pa zavedam, da ni vse idealno, ne, in mislim, da je pošteno, da to priznamo. Kako pa rešiti ta problem, pa ne znam povedati, zato ker lastništvo je lastništvo, ne, in ne moreš, če pa narediš z dekretom, ne sme biti več kot toliko, pa potem finančnikom zmanjšaš interes, da vlagajo. Če ne vlagajo, potem znanstveniki ne morejo raziskovati naprej in imaš v bistvu en tak negativen začaran krog, ne, tako da. Zdaj, ko ste rekli, da imate lepe izkušnje, ampak da tudi vidite, kakšna je ta realnost, ne, ker ste jo vendarle živeli. Prej enkrat ste omenili, potem ko so se odločili, da zapremo centralni del, se morda lahko spustiva v to izkušnjo, sploh zato, ker bom počasi zdaj stopil tudi v ta zadnji del vaše kariere, ki ga zdaj začenjate, pa je verjetno tudi tam iskati razloge za razmišljanje. Ko ste bili
eden od vodilnih menedžerjev in ko lastnik reče, mi bomo pa zdaj zaprli ta del, o kakšni številki govoriva, kako veliko je to podjetje, ko so se odločili, da bodo morda pa malce drugače delali, no? Ja. Glej, tukaj želim biti spoštljiv do svojega nekdanjega delodajalca, zaradi tega, ker je resnično mi omogočil eno izjemno karierno izkušnjo. Tudi ljudi, ki sem jih tam srečeval, imam do večine zelo veliko spoštovanje. Tudi do vodstvenega kadra, recimo dolgoletni CEO Bristol Myers Squiba je gospod, ki je mene zaposlil, tako da imam osebno izkušnjo z njim in me ne preseneča, da je postal CEO, zaradi tega, ker je resnično izjemen človek. Zdaj, bilo je obdobje, ko je podjetje bilo izredno dobro podjetje, če si ga znal pogledati, njegovo vrednost, ampak borza ameriška tega ni prepoznala. Ne, ker pač tam so gledali samo finančne številke, niso videli tega, kaj je v razvoju, kaj je ravno kar se lansira. In je podjetje potrebovalo dati signal, da zna upravljati z sredstvi. In je pač prišla ideja, da se enostavno ljudi zmanjša število zaposlenih, da se struktura podjetja poenostavi in na tak način pokaže, kako se bo stroškovna stran podjetja bistveno izboljšala, ob tem, da bojo prihodki še vedno enaki in v porastu, in nekako dodalo eno tako, več zaupanja finančnikov, da je to dobra investicija. Ja, podjetje se je odločilo, da bo to naredilo na tak način, da je enostavno evropsko podružnico zaprlo. Naredila je to izredno, korektno, vsem ljudem omogočilo, da transparentno povem, toliko let, kot so delali v podjetju, toliko mesečnih prihodkov so dobili kot nagrado, to pomeni, brez bruto je bilo neto, ne, tako da so marsikateri ljudje, ker podjetje pa je bilo znano po tem, da so ljudje, ko so prišli, so ostajali, ne, to je vendarle zelo dober znak, ne. Da so nekateri precej, lagodno odkorakali iz podjetja. Vsem omogočilo se do 2 leti izobraževanja za novo kariero. Kdor je le bil pripravljen se premakniti v Ameriko, so mu pomagali, da je šel v Ameriko. Tako mislim, zelo elegantno so naredili vse skupaj. Ampak še vedno se vprašaš, to je bilo nekaj tisoč ljudi. Praviloma nekaj tisoč ljudi pomeni nekaj tisoč družin. In ko pomisliš na stres, ki ga je ta zadeva v veliki večini ljudi prinesla, se potem v bistvu postaviš kot človek, okej, mi smo naredili ekonomsko gledano, menedžersko gledano, absolutno pravilno potezo. Ampak naše poteze imajo posledice, ki gredo preko P&L-a, ne. In to je bil v bistvu en signal, da to pa ni več moja zdravniška duša. Poleg tega sem bil pa jaz takrat že chief of staff za Evropo in je postalo moje delo manj delo z zdravili, manj delo z zdravniki, manj delo z razvojem pa komercializacijo, pa bolj na neki način korporativno politiko. In priznam, da to me ni tako navdihnilo, navdalo. Jaz sem svoje delo sicer opravil, ampak tistega žara, ne, ni bilo, ne. Jaz ne želim in ne potrebujem reševati finančnika iz Wall Streeta, on zna za sebe poskrbeti. Nekaj bom vprašal, sami ste seveda na drugi strani taki odločijo, odgovori ali ne, ampak ko govorijo o teh vodstvenih funkcijah, o tako velikih podjetjih, kot ste jih prej našteli, o kakšnih številkah se pogovarjava? Samo zato, ker bo to res zadnje vprašanje, preden vas vprašam, ko ste tudi sami prej rekli, jaz sem poskrbel za družino, postavil sem se na moj zemljevid, ki sem si ga narisal, ne, Švica uživam, Francija tudi, se vračam v Slovenijo. V Sloveniji imamo ravno zdaj zelo velik problem, koliko kdo zasluži, ne. En del politike problematizira plačo, ne vem, direktorja NLB-ja, ki je vendarle ne več državno podjetje, ne več državna banka, in je to zelo popularno, a ne. Imaš tako ene, ki reče, kako lahko nekdo zasluži toliko denarja, kot ga nekdo drug ne bo vsaj v svojem življenju. Zato morda vračam to vprašanje nazaj, o kakšnih številkah se pogovarjamo, ko govorimo o teh velikih multinacionalkah, ko ste rekli, ko so kupili Lek, so to naredili, kot da bi kupili šop banan. Ne, to so nam nepredstavljive številke,
mi se pa v Sloveniji pogovarjamo, milijon je že nesprejemljiva plača za bankirja, na primer. Mhm. Saj vprašanje je široko, nič ne rečem, Ja, ampak saj precej imava čas. široka. Veste, kar se tiče denarja, je zelo pogosto med ljudmi, ne, da vsi bi imeli velike plače, malo manj je pa takih ljudi, ki bi se res potem bili pripravljeni tudi potruditi za to. Moje mnenje je, da kadar je ena visoka plača, rezultat rezultatov, ne. Mhm. In tukaj mnogo več dam jaz, priznanja podjetnikom, recimo tudi v Sloveniji, če ima on zelo veliko plačo ali pa zelo velik, rekel, prihodek, ker ni samo plača, ampak so druge stvari, ki so tudi pomembne v življenju. Rečem kapo dol, ne, Mhm. ti si na pošten način s trdim delom, s pametjo uspel do tega priti. Toliko podrobno ne poznam slovensko problematiko, ampak če je plača visoka, pa je zaslužena z rezultati, jaz ne vem, če je Ljubljanska banka zaradi tega posameznika tako izredno profitabilna, če so ljudje, tudi ostali, nadpovprečno nagrajevani po podjetju, ne, ker jaz mislim, da tukaj je eno tako zelo pomembno pravilo, poštenost, ne, da če ima nekdo na vrhu, tako dobro nagrado, ni fer, če drugi, ki mu dejansko sploh omogočijo, da je uspešen, da pa ne dobijo enako. Tako da, dejstvo je, da slovenske nagrade pa mednarodne nagrade so neprimerljive. Tudi če slišimo eno zelo veliko nagrado, kaj jaz vem, 1 milijon ste vi omenil, je za slovenski prostor to izredna nagrada, za top management mnogo večjih podjetij, seveda po svetu je to drobiž, a ne. Mesečne plače od 250 000 pa naprej, ne mesečne, pardon, letne plače 250 000 pa naprej bruto, so prej praksa, pa ne govorim o top, ampak že o managementu kot pa izjema, a ne. Vendar pa ljudje morajo hkrati se tudi zavedati, da to pa je izredno, bom rekel, odgovorno, naporno in da plačaš to z zdravjem, z zasebnim življenjem, z osebnim mirom tudi, zato tega, ker enostavno nihče te ne bo nadpovprečno nagradil zastonj, ne. Tako da, to je neke vrste tudi oblika suženjstva, a ne, in zaradi tega volje top menedžerji dostikrat pridejo v situacijo, ko se sprašujejo, ne, v čem je smisel tega, ne. Vse imam, pa nič nimam. Tu ste vi našli odgovor zase, a ne? Tukaj je bil ta razmislek, ko se morda zdaj tretjič vračate nazaj na zdravniško pot, ampak tokrat pa ne kot kirurg. Ne, ja. Tokrat boste drugače brskali po človeškem telesu, Ja. po možganih, ne? Ali navadah, morda celo bolj, ne? Oboje je na neki način del teh mojih novih aspiracij. Jaz dejansko zase rečem, da je to moja druga kariera, ki ni ravno od včeraj, ampak sem že začel leta 2018-2019 na tem delati, ampak predvsem v tujini. Dejstvo je tako, da jaz sem vedno imel zelo veliko veselja delati z ljudmi. Tudi ko sem bil menedžer, vedno bil mentor mladim, vedno sem silno rad izbiral ljudi za svoj tim, pa jim pomagal, da so se razvijali. In potem mnogim, ki sem imel zgleda majčkeno srečne roke, da sem dobre kandidate izbral, so tudi mnogi ostali in potem zelo lepo sprosperirali znotraj podjetij, v katerih sem delal. Tudi pod mojim vodenjem, ki ni bilo kot jaz sem vodja tega oddelka, ne, ampak je bilo dejansko res bolj delo z človeškim virom. Kar se tiče menedžmenta, imam jaz, ne glede na to, da imam formalno menedžersko izobrazbo iz dokaj eminentnih šol, še vedno se vračal k temu, da zares, bom rekel, ključni element za enega vodjo je zdrava kmečka pamet, ne. Tukaj se zahvaljujem svoji stari mami, ki je imela 4 leta tiste avstro-ogrske osnovne šole, ne, pa me je mogoče več naučila kot večina profesorjev skupaj na vseh teh šolah, ke sem hodil. In na drugi strani pa delo z ljudmi, ne. Če imaš ljudi rad, če jih spoštuješ, če jih spodbujaš, da postajajo boljši, in če znaš tudi jih opozoriti, ne, da
če se ne bodo potrudili, ne bo nič ne za njih, ne za tim okrog njih. Me je to pripeljalo do tega, da bi v bistvu iz tega naredil poklic, ne. Sem se pa jasno zavedal, da eno je praktična izkušnja, drugo je pa zanimanje, da bi vedel nekaj več, in zaradi tega sem šel študirat psihoterapijo, ki sem jo delal v Ljubljani na inštitutu IPSA. Všeč mi je bila ta šola zato, ker predstavlja, en tak pameten pristop, združevanja vseh idej na področju psihoterapije, ki so se izkazale kot učinkovite. Da ni to tako, kot se je svoj čas šlo, jaz sem iz te psihoterapevtske šole, zato sem samo psihoanalitik, Freudovec, Jungovec, ali pa nekdo drug, ki bi rekel, tale analitika, to je čisto brez veze, jaz sem pa izključno na na obnašanju, na teh vzorcih obnašanja, pa telesna terapija. Ta integrativna psihoterapija pa dejansko cherry pickne. Tisto, kar se je pokazalo, da je dobro, To vzem. tisto se vzame in je pod vodstvom doktor Erskina naredilo eno tako celovito smer, ki je seveda mednarodno priznana in zelo cenjena. Ampak ja nisem v bistvu to šolo delal zato, da bi potem postal zares psihoterapevt, pa sem hotel bolj razumeti dinamiko, kaj se dogaja pri ljudeh v njihovem privatnem življenju in poslovnem življenju, in jim potem z uvidom v to, pa hkrati z izkušnjami jaz sem vendarle to živel sam, a ne, pomagam in jih vodim pri njihovih odločitvah. Res pa je, da na začetku sem bil v bistvu bolj na dveh nogah. Ena je bila še vse glih poslovno svetovanje, čisto klasičen business consulting, ampak aspiracija pa je bila in ostaja mnogo bolj v vodenje, v razvoj, karierni razvoj, v tako imenovan life coaching, čeprav vsi vemo, da ta life coaching je lahko zelo spolzek teren, ker vsakdo bi danes bil coach. Pa vemo, da razne take instant intervence so prej škodljive kot koristne ljudem, pa do tega, da bi lahko tudi izvajal psihoterapijo v Sloveniji. Vendar pa tu na področju psihoterapije se zelo zanašam na svojo mrežo kolegov, ker kadar je primer jasno stvar resnih psiholoških težav, mislim, da ljudje zaslužijo strokovnjaka, ki se res s tem ukvarja. Kaj jaz vem, tipično področje bi bilo na primer odvisnost za mene. Odvisnost od mamil, to je področje, kjer imam jaz praktično nobene osebne izkušnje, nobenih pravih znanj, in bi bilo nefer, da se jaz, ne glede na to, da sem teorijo dal skozi, ukvarjam s tem in učim na človeku. Ko sem vendarle se pripravljal na ta pogovor, ne, pa prej sem se malce hecal v Googlu pa ChatGPT-ju, ampak na spletni strani, ki jo imate, no, tam pa piše, s čim se ukvarjate, pa ste zdaj sami že omenili life coaching, pa tudi spolzek teren le-tega. Zato vas zdaj tako izzovem, pa rečem, a boste samo še eden coach, ki je iz Švice prišel, pa nam dal neko znanje? Aha. Hvala za kost, za glodanje, a ne. Prvič, kar je, jaz sem izredno spoštljiv do tega znanja v Sloveniji. To, da sem jaz zdaj prišel nazaj iz Švice, ali pa da bom prišel nazaj iz Švice, se mi zdi to relativno irelevantno. Edino, kar je dobro v bistvu v mojem primeru, je to, da sem živel v drugačnih okoljih, se srečeval z drugačnimi izzivi, drugačnimi ljudmi, in mogoče sem zaradi tega volje majčkeno bolj odprt na drugačnost. Jaz mislim, da to je lahko zelo pomembna stvar pri komurkoli, ki se želi ukvarjati z osebnim vodenjem. Jaz bi rajši ta termin uporabil kot ta coaching, ker coaching je, jaz sem lahko coach, pa učim nekoga, kako javno nastopati. Jaz sem lahko coach nekomu in ga učim, kako naj se obleče. Samo to zame ni coaching. To je zame v bistvu prenašanje nekih veščin, ki so pomembne za poslovno funkcioniranje. Jaz pa tukaj mnogo več pozornosti dajem na to, kako človeku pomagati, da postane vodja in lider. In to ne pomeni, zdaj pa bom jaz šef največje banke v Sloveniji, ampak da boš enostavno vodenje pomeni sposobnost vplivati na ljudi okoli sebe.
In zdaj jaz imam opravka ponavadi z ljudmi, ki so že zelo uspešni, ampak enostavno se zavedajo, da status quo ni rešitev za življenje, da je v bistvu največja nagrada v življenju je napredek, ne, ko vidiš, da si se še nekaj več naučil, da še več si naredil. To je ena stvar. In druga stvar, da si pri tem naredil korist, ne samo sebi, ne. Ker tisti ljudje, ki delajo vse skupaj samo zato, da sebe obogatijo na takšen ali drugačen način, v bistvu zgrešijo smisel, a ne. In osmislijo mogoče kasneje nekaj. In dejansko zaradi tega volje vidim, da je v Sloveniji ogromno talentiranih posameznikov, s katerimi bi jaz rad delal, da bi jim pomagal kot drugo mnenje, kot ogledalo včasih, ker dostikrat svojih slepih peg ne vidimo. Včasih smo v težavi, ko se ne znamo odločiti, da bi jim pomagal pri tej poti, da grejo na še en preskok kvalitativni. Zdaj ste govorili o ljudeh, ki so precej drugačni od tistih, o katerih zelo veliko govorimo, ko govorimo o psihoterapiji in tako naprej. Zelo popularen termin pri nas je, ker je seveda tudi zelo razširjena bolezen, to je izgorelost, ne. In zanimivo je, ne, včasih je veljalo, da izgoreli so samo tisti, ki res delajo v tovarnah in tako naprej, ampak glas so pa imeli ponavadi tisti, ki so bili vodje, pa so zdaj upravičeno rekli, jaz sem izgorel, ne morem več delati, zame je vse skupaj preveč. Ampak to, kar ste pa vi opisovali, če sem vas zdaj dobro razumel, mi nismo tam, ne. S tistimi, s katerimi bi vi delali, s katerimi delate in s katerim svetujete, je pa v resnici to kreativci, to so tisti, ki še delajo, ki še niso izgoreli, ne. Ja. A sem narobe razumel? Ne, to ste zelo široko temo odprl. Prvo, kar je, jaz sem zelo rad primerjavo s športnimi trenerji, športnimi kovči. On, en kvaliteten, dober kovč, poglejmo, v Sloveniji imamo recimo Zmaga Sagadina, ne. On je uspel iz talenta narediti svetovno špico in to ne enkrat. Celo trener z največ igralci, ki so prišli skozi njegovo šolo in igrali v NBA-ju. No, poglejte, V Evropi. neke vrste, to je meni vzor, ne, da bi jaz pomagal čim večjim ljudem, da pridejo na bistveno višji nivo. To je ena stvar. Druga stvar je, tlele se lahko vprašamo, kaj je zdravje, ne. In po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje odsotnost oziroma prisotnost telesnega, psihičnega in socialnega blagostanja. In ker se jaz ne ukvarjam z zdravljenjem, ne, ali to prepuščam svojim kolegom in je moja naloga predvsem, da prepoznam, kadar pridemo do te točke, in burnout je sigurno ta točka, da napotim človeka k nekomu izmed moje mreže, v katerega imam jaz zaupanje, da mu bo res lahko dobro pomagal, a ne. Tisto, kar si pa jaz želim, je pa v bistvu bolj preventivna medicina, se temu reče, ne. Da vidim že prej, pomagam ljudem že prej, da sploh ne pride do tega burnouta. Ker pri burnoutu, kaj jaz opažam? Pri burnoutu zelo pogosto pride do tega, da ljudje izgubijo smisel za to, kar se borijo. Oni delajo, trudijo se, v stresu so, ne. Ampak v določenem trenutku pa enostavno nimajo več volje, a ne. Nimajo več smisla, zakaj bi to počel. In potem je to lahko, kako bom rekel, vzrok temu, da se zlomijo, ne. Bil sem videl, prav zanimivo je to gledati, določene ljudje, ne, v zelo težkih situacijah. Meni je silen vzor Viktor Frankl, ki je razvil to teorijo, da je ena izmed najpomembnejših, če ne najpomembnejši motivator v življenju je smisel, ne. In se mora človek vprašati, zakaj jaz živim, kaj je smisel mojega življenja, ne. In dokler imaš ta smisel, so vse te težave, ki ti prihajajo nasproti, dejansko popolnoma znosne, ne. Mogoče vam bom povedal njegov primer od Viktorja Frankla, ki je imel svojega pacienta, uglednega starejšega gospoda, a ne, ki je bil popolnoma v bistvu na koncu z željo po tem, da bi še živel, ker mu je umrla zelo ljubljena soproga. Potem mu je Viktor Frankl enostavno rekel, ne, kaj bi vi rajši, ne, a bi vi rajši, da bi vi prvi umrl, pa bi ona ostala pa tako žalovala za vami, ali vam je ljubše tako, da vi v bistvu žalujete za njo, ampak ona je bila pa, bom rekel, prišparana od tega
trpljenja, a ne. In je gospod se zamislil in rekel: "Aha, dobro, smisel je v tem, da sem njej, moji ljubljeni ženi, prihranil to trpljenje in zdaj končno razumem smisel, zakaj sem jaz ta, ki je ostal, ona je pa ta, ki je šla." In je na neki način v taki težki, negativni situaciji uspel v bistvu prebroditi to osebno, veliko osebno težavo. Tudi Viktor Frankl je dal skozi koncentracijsko taborišče, preživel, ob tem, da je celotna njegova družina bila umorjena. Pa je našel smisel po tem, da je razvil svojo teorijo, da je prenesel v bistvu v prakso in da je pomagal mnogim ljudem. In meni osebno je bilo silno veselje, se spomnim, veste, to je pa ta stvar, ko pridemo do tega, osebnost, človek, ne. Jaz sem imel ta privilegij, da sem njegovo predavanje poslušal skupaj z doktor Trstenjakom v Unionski dvorani, mnogo let nazaj. Ampak ko sem jaz njega poslušal, veste, to je bilo tako iskreno povedano, to, kar je povedal. S preprostimi besedami, kljub vsemu globoko razumevanje, kaj je to življenje. Še danes, ko se spomnim na to izkušnjo, me zdaj kurjo polt, a ne. A veste, in ko si rečeš, če bom jaz kdaj, a ne, lahko, ne samo enkrat, saj nekajkrat mi je uspelo, ampak da bom postal, ko bom redno lahko pomagal tem ljudem, da naredijo ta osebni razvoj, ta korak naprej, potem sem jaz ta prav. Kaj jim manjka ljudem, ki vodijo? Še eno težko vprašanje, a ne. Vi ste bili del njih, vi ste vodili in vedno je bila tam seveda ekipa, ne, nikoli ni zgolj eden človek, razen ko je za finance, ne, tisti pogled. Ampak načeloma, ko vodite, vas je več in zdaj s tem znanjem, ki ga imate, s to dodatno šolo, ki ste jo opravili, in šolo življenja, ne, o kateri sva govorila, zato sem vas prej rekel, a lahko naštejete vse, kar ste počeli, da uravnotežim. Kaj manjka ljudem, ki vodijo? Prva stvar, tisti, ki so dobri vodje. Tistim nič kaj dosti ne manjka, zaradi tega, ker so v bistvu s svojim življenjem, svojim obnašanjem, s svojimi akcijami dokazali ljudem okoli sebe, da jih je pametno slediti, da so dali v bistvu res en vtis na ljudi, a ne. Jasno, tukaj morajo biti zelo previdna in tukaj lahko prideva do tega, kaj jim manjka. Nekateri so malce psihopatski. Vsi vemo, da če gledamo malo raziskave, je, da en malo psihopatologije pa sociopatologije je lahko zelo koristno za plezanje po karierni lestvici znotraj korporativnih okolij. Tako da, če ti gre preveč dobro v karieri, se moraš vendarle kritično malo vprašati, če nimaš slučajno kakšen hendikep, ki ti tako dobro pomaga naprej lesti, ne. Ker to je le konkurenca in tako naprej. Dobrim vodjem, tisto, kar jaz vidim, je tipično eno, da prvič gledajo na to, kaj je dobrobit, ne za njih, ampak za tim. Zaradi tega, ker so dovolj inteligentni, da se zavedajo, da s tem, ko bo tim dobro funkcioniral, bojo oni imeli tudi delež pri uspehu. Slabi vodje vidijo samo sebe gor vlečejo, izkoriščajo, zatirajo ljudi okoli sebe, ti ljudje se ali v bistvu delajo na minimumu ali se jim celo zelo pogosto izognejo, umaknejo, in na koncu takšen človek reče: poglej, nobeden ni sposoben mojega tempa, nobeden me ne razume, jaz sem toliko pred vsemi, in pa to ni res. Je ravno obratno, ti si problem, ne. In za tega vodjo v bistvu tipično za dobre vodje je ravno to, da znajo z zgledom, z dejanji, z besedami inspirirati ljudi, da grejo za več, za naslednji korak, da grejo preko tisto, kar je običajno, normalno, ker je že praksa. A lahko še dodam eno vprašanje, če zdaj govorijo o tem službenem delu, kjer vsi gledamo vodje, ne, pa rečemo, on je v redu ali pa ni v redu, ne, ali pa tukaj je res tak, da bi ga posnemal. Redko govorimo pa o osebnem življenju teh ljudi, ki vodijo. Kako pomembno je to? Koliko vpliva, ne, da imaš pa ti vendarle doma urejeno, da žena razume, da te 9 dni od 7 ni doma, ne, da potuješ. Koliko vpliva to ravnovesje službeno in družbeno ter osebno? To je izredno pomembno vprašanje, zaradi tega, ker dejansko mi imamo
tako zelo grobo gledano, dve življenji. Imamo profesionalno življenje, pa imamo zasebno življenje. In ta dve življenja jih ne moreš reči, okej, zdaj bom pa jaz imel profesionalno življenje, pa bom dal v hladilnik mojo familijo, ne, ali pa prijatelje, saj ni nujno, da imaš vedno družino, ne. Pač jaz sem, kar se tega tiče, mi je družina, otroci in tako naprej pomembno. Enostavno moraš se sočasno peljati. In zdaj, če doma škripa, v službi, če si le kolikor toliko normalen človek, težko to daš na stran. In v bistvu imaš vpliv na službo. Če imaš v službi velike težave, tudi prideš domov, pa si vas napet in tak, in nisi dober partner, nisi dober oče in tako naprej. Tako da je to ravnovesje med službenim in zasebnim je izredno pomembno, zato da je v bistvu življenje prijetno in znosno. Vendar je pa treba tukaj znati razumeti, da so obdobja, kjer je treba nečemu dati prednost. Kadar imaš neko resno družinsko težavo, od bolezni, od izgube služb, partnerice ali partnerja, zdravstvenih težav, ko sem rekel bolezen, pubertete otrok, in tako naprej, je treba v bistvu takrat se zavedati, da je to najpomembnejše v življenju. Tisti, ki so tvoji najljubši ljudje, so mnogo bolj pomembni kot, kaj sem, še ena promocija v neki korporativni sferi. Hkrati pa, ko so pa stvari kolikor toliko urejene v družini in večino časa morajo biti, se pa zavedaš, da tvoj uspeh v službi je lahko osnova za eno komfortno, lepo življenje, zasebno življenje, ne. In takrat se toliko bolj tudi včasih rečeš: "Poslušaj, zdajle imamo pa krizno situacijo, zdaj me pa res takole ne bo doma dolgo časa, moram to rešiti, moram ta problem dati, prosim, pomagaj mi, lahko rečeš to tudi svojemu malo starejšemu otroku: "Prosim, ne mi zdaj probleme delati, zdaj pa res ni čas za to," ne, in potem to rešuješ. Ampak dejstvo, ta kompromis med zasebnim in poslovnim je izredno pomemben. Ampak eno stvar pa bi le rad dodal, ne, da moramo pa tukaj znati se zavedati, ne, da ne more biti oboje, kako bom rekel, vse easy, ne. In danes včasih opažam, da ljudje sicer zelo radi rečejo: iščem balans med zasebnim in med profesionalnim," in potem se čudijo, da profesionalno stvari se ne premaknejo, Pa tudi drugi ekstrem še vedno obstaja, ne, da mislijo, bojo že neskončno počakali, samo da jaz še tole karierno naredim, pa bom potem nadomestil vse skupaj. Spet smo le ljudje, ne, en čas vztrajamo, ampak potem pa pride trenutek, ko rečeš dosti, ne. A je to dodana vrednost, na primer, nekoga, ki je toliko let delal na najvišjih funkcijah, potem pa karierno rekel: "Okej, dovolj imam, ne, to sem zdaj videl, ne, več se skorajda ne da, zdaj bom vendarle razmišljal v tišini." A to počnete, ko se vozite z avtom iz Švice do Francije in do Ljubljane? Ali imate podcast ali glasbo? Kakšna je ta pot? Glasbo zelo redko, ne rečem, da nikoli ne. Podcaste rad poslušam, ampak sem malce izbirčen, ne kar neka trobila, ampak ponavadi imam kake take ljudi, ko so s svojim akademskim delom kaj resnega dodali že, in se potem počutim, da sem se res nekaj od nekoga naučil. Tako da, to je to. Potem pa tudi tuhtam veliko. Jaz sem po naravi tak malo bolj introvertiran, pa rad tuhtam, pa analiziram, pa planiram za prihodnost in tako nazaj. Tako da mi je ta čas v avtu, ki ga je kar precej, ena taka, bom rekel, Ni izgubljen čas? prej obratno. To je moj brlog, ne, grem tja in potem se res dobro počutim, ker ponavadi kako dobro idejo tudi dobim, ko se peljem naokrog. Ja, saj pot iz Švice do Ljubljane je kar Veste, vse je relativno. Meni se zdi, da sploh ni tako daleč, ne. Večini ljudi se pa res zdi, da je to zelo veliko kilometrov, ne. Saj iz Ljubljane do Maribora je kar daleč, a veste. Če je gužva, ne, saj veste, drugače je pa to soseščina, ne. Drži. Da se vrnem nazaj, a je to ta dodana vrednost, kjer mislite, da lahko doprinesete? Torej, da s tem znanjem, ki ste ga osvojili, kjer ste bodili, pa potem še s tem balansom, ki ga želite doprinesti, da je treba misliti tudi na ta družinski ali pa osebni del, da je to nek uspeh v tem svetu, v katerem živimo, ko je vse zelo hitro, ko je vse treba hitro dokazati, ko hitro pričakujemo neke rezultate.
pa vendar se nam vedno zdi, da za to ni treba toliko žrtvovati, ne? Um, deloma je to tisto, kar je želel v bistvu ponuditi ljudem, klientom, sedanjim in bodočim. Ampak bolj pomembno mi je to, da jaz mislim, da je najpomembnejše v življenju, da se stvar razvija, ne. Da nikoli nismo zadovoljni s sabo, okej, to sem dosegel, zdaj bom šel pa en korak naprej. Zdaj, kaj sem jaz dosegel v kariernem svetu, v farmacevtski industriji, meni osebno se to sploh ne zdi tako strašno veliko, sem pa samemu sebi dokazal, da zmorem, ne. Ampak ko sem enkrat izgubil smisel, to je pa tisto, ko sem se prej pogovarjal, zakaj jaz to počnem, pa hkrati se zavedal, da nekaj je pa še nekaj neizpolnjenega v meni, a ne, sem poiskal v bistvu rešitev, ki bi mene izpolnjevala, hkrati pa bi gradila na tem, kar sem jaz preteklih toliko in toliko let delal, ne. Jaz si nisem želel delati, zdaj bom pa jaz neko čist novo kariero se šel nekaj čist novega od začetka se učiti, konec koncev, jaz sem takrat le prišel nekaj na polovico svojega življenja, a ne. Tako da tisto, kar jaz mislim, je sigurno, da lahko svojim klientom ponudim danes ne samo tisto, kar je v knjigah napisano, pa so me moji učitelji na področju psihoterapije in coachinga učili, ampak jim lahko ponudim tudi mojo osebno refleksijo, ker sem mnogo od tega poskusil sam, nekaj je bilo zelo uspešno, nekaj se je pa pokazalo, da je vsaj zame ni tista prava stvar. In moja naloga je tem ljudem pomagati najti tisto pravo pot za njih. A ne. 3 otroke imate, kako kot oče delujete, ne? Kako jih usmerjate? Sami ste rekli, meni je veliko pomagalo, da je ta zdrava pamet na prvem mestu, kmečka pamet od očeta in mame in babice, ne? Vi ste zdaj potem bili nek vagabund po vsem svetu, vas je bilo dovolj. Kako to prenašati na otroke, na to novo generacijo? Zdaj, prvo, kar jaz ne bi sebe smatral za idealnega očeta, daleč od tega. Tisto, kar pa s ponosom rečem, je pa to, da imam svoje otroke res iskreno rad, ne. In da so vsi trije, da če me eden vpraša, kdo pa tvoj ta priljubljeni, ne, mene včasih žena heca, ne, pravim, ga ni, vsak je poseben na svoj način, zaradi tega, ker so drugačni, ker sta ta prva dva, ko sta starejša že, zelo drugačna. Moja punca je strašno artistična, neverjetno kreativna, na področju umetnosti tudi zelo, bom rekel, uspešna. Moj sin je pa tinker, ne, on pa ni človek, ki bi nekaj z rokami naredil, a ne, je z glavo, brihten ko strela, odprte glave, krasen popa. Pa pridemo do ta malega, ne, ogromno enih talentov, ampak ne vemo še, v katero smer se bo usmeril, ne. Tako da tisto, kar jaz želim, da bi vsi ves čas razumeli, je, da jih imam res iskreno rad. In potlej je to po mojem dovolj dobra iztočnica, da pol že nekako zimproviziramo takrat, ko so težave, takrat, ko so v bistvu izzivi, a ne. In vsi vemo, ne, puberteta, to so težavna leta, ne, in za starše in zlasti za mladega človeka, zaradi tega, ker vsi ti hormoni te premetavajo levo in desno in pol pa pride en ata Aleš pa začne pamet soliti, ne, mislim, to. Veste, kako je to, vse tisto, kar povem, gre na eno ušes noter, pa na drugo ušes ven. Opažam pa zlasti pri sinu, da me že čedalje bolj posluša, ne, ta starejšemu sinu. Pri hčerki, ona je le ženska in zaradi tega je moški nasvet mogoče majčkeno manj na mestu, ampak se mnogo bolj za ženo ujame. Pri tem, da tudi kadar je pa treba nekaj tako rešiti, en tak praktičen problem, takrat sem pa zmeraj tisti, ki najde. Ta mali je pa še ta mali, veste, je pa zdajle bo 12 let v aprilu star in je pa še v otroškem svetu, ampak že vidim, da počasi mali rogljički rastejo iz glave, tako da bo pa postala budna. Pri starejših se je že zdavnaj umirila, pri mlajših pa prihaja.
ker vsi živimo, ne glede na to, ali si v Švici, v Franciji, na Kitajskem ali pa v Sloveniji, na istem planetu, a se vam zdi, da se je ta čas, v katerem živimo, močno spremenil? Vendarle ste gledali iz drugačne perspektive, kot sem morda sam iz Slovenije, iz Švicarske, iz Francoske, sam si predstavljam malce bolj ležerne Provence, ne? A se hitro ta naša družba spreminja in kaj izgubljamo, po vašem mnenju? Zdaj vprašanje je beseda naša. Govoriva v slovenski ali govoriva Pa dajva evropski? slovenski, ker je najlažje, pa potem lahko morda gledava, ne. Jaz bom tukaj bil zelo previden, to je moje mnenje o prostoru, katerega pogosto obiskujem, ne pa živim, ne. Tisto, kar jaz gledam, je v bistvu majčkeno manj prijetna zgodba, zaradi tega, ker jaz sem otrok socializma najprej bil, ne, zrastel v samoupravnem socializmu, potem bil del te slovenske osamosvojitve, ne, bil celo član tiste specialne teritorialne enote MORiS, zaradi tega, ker sem, če je bilo treba koga ven iz bojišča vleči, sem bil le medicinska sestra, a ne, zelena baretka in tako naprej. Še danes se zabavam, ko se rečem, poglej, kakšna vojska je zmagala, a ne, če sem bil jaz specialna enota. In potem je bilo tisto obdobje, kratko obdobje, v bistvu, po tej osamosvojitvi, ko sem živel najlepšo Slovenijo, kar sem jo imel v življenju poskusiti, ko smo ljudje bili skupaj, ko smo imeli en skupen cilj, ko smo se borili za ta naš ideal, da bomo na svoji zemlji gospodar, a ne. Potem je pa zadeva postala, vsaj v tistem obdobju, ko sem še živel, je počasi se začela spet ta, oprostite izrazu, ampak ta plemenska kultura, ne. Ampak v našem primeru to ni to pa ono pleme, ampak eno pleme, ki je bolj na levo, pa ta drugo pleme, ki je bolj na desno. In namesto, da bi, toliko malo nas je, manj več kot 2 milijona, da bi skupaj sodelovali, da bi izkoristili ta potencial te čudovite države pa teh čudovitih ljudi, se gremo kregat, ne. Pa kdo ima prav, pa kdo nima prav, pa kdo so naši, pa kdo niso naši. Jaz tukaj nočem nobene politične propagande delati, ampak tisto, kar mi je žalostno, je to, da imamo dve stvari v Sloveniji, ki sta dejansko zelo frustrirajoči. Eno je politika, ker žal ne morem z svojo željo najti osebe ali pa vsaj ne veliko oseb, ki bi jim pripisal, da so lahko zares vodje. Zaradi tega, ker namesto, da bi inspirirali napredek v Sloveniji, jaz vidim samo skrb zase. In to mi je boleče. Zaradi tega, ker kaj pa je lepšega v življenju kot to, da lahko nekomu pomagaš, ne. In druga stvar je potem pa tudi to, da vidim, da sodstvo ni čisto optimalno v tem trenutku, ko vidim, da določene stvari, ki so očitno kriminal, pa so kar oproščene, če si dovolj vpliven. In druge stvari potem neko staro mamo, ki neki račun ni plačala, potem tam preganjajo in ona ga pa ni plačala zato, ker ga ni mogla, ker ima toliko majhne prihodke, ne. In to sta pa ta dva elementa, ko jih danes gledam in ko sem danes dokaj kritičen in ko se včasih tudi vprašam, poglej, Aleš, pa ti hočeš v to iti nazaj, ne. Ampak jaz še vse glih verjamem, da to sta dva elementa družbe, ki sta manj prijetna, ampak imam vero v slovenski prostor, vero v slovenske ljudi, ne. Mi smo bili toliko časa obkroženi s 1001 velikimi narodi, Italijani, pa Avstrijci, pa Madžari, a ne. Pa smo preživeli kot narod s svojim jezikom, svojo kulturo. In moram priznati, jaz, ko gledam, smo ene posebne vrste kaveljci, ne. Smo malo drugačni, nismo kar tako poštanci narejeni, tako kot vsi ostali, ne. In to na začetku moje kariere je bil to izziv, zaradi tega, ker sem čutil to, da me je okolje od mene zahtevalo 2-krat toliko kot od nekoga drugega, ki je bil Francoz ali pa Nemec, ki je bil bolj plemenitega izvora, pa ta plemeniti, veva, da zelo cinično uporabljam. Potem sem pa sčasoma doumel, ne, da je v bistvu tole narobe, da ne smeš gledati na to stvar kot in jim dovoliti, da te znižujejo tvojo vrednost, ampak da si rajši ponosen, od kod izhajaš. No, in dostikrat se potem je kasneje zgodilo, ko so ljudje prišli v Slovenijo, ne, to je tam nekje vzhodna Evropa, ne, vzhodna Evropa, da. A res, a vi niste bili pod Rusiji pa tako naprej, ne. Pol pride sem, zdaj pa zastopim, zdaj pa razumem, ne.
polovico mojega sorodstva bi rado v Sloveniji živelo, ne, iz Francije, ne, pa vsi govorimo, kako je v Franciji lepo živeti, tam pridejo v Slovenijo, ne, bi kar tukaj bili, ne, pa mene sprašujejo, pa kaj sta, pa zakaj niste vidva v Sloveniji, ne, in tako naprej. Tako da, to je ta stvar, družba se je zelo spremenila, v mojih očeh se je spremenila na slabše in ključen, bom rekel, element, zakaj se je spremenila na slabše v mojih očeh, je to, da imajo moji otroci slabše možnosti za prihodnost, kot sem jih imel jaz iz socialistične Jugoslavije. In to mi ni fair. In mislim, da je še vedno čas, da ukrepamo in da nekaj naredimo za naše te mlade. Zase sem že poskrbel, a ne. Ampak za otroke je pa treba se bolj potruditi, kot se zdaj. Čeprav smo vsi polni lepih besed, ne, ampak ko so dali brezplačno vozovnice za javni transport v Sloveniji, so jih dali upokojencem, pa naj mi upokojenci ne zamerijo, jaz bi jih dal mladim družinam pa mladim, ker oni se vozijo v šolo, oni se vozijo na univerzo, mlade družine morajo, 3-4 karte kupiti, oni potrebujejo to pomoč, ker oni so prihodnost, to investicija v prihodnost je v mlade. Mi starejši pa bodimo vsaj spoštovani za nas pretekli doprinos in tisti, ki so že v pokoju, si zaslužijo nagrado, da dostojno živijo. Ampak neke male privilegije bi pa jaz mladim dajal, ne starejšim. Vem pa, da če bi šel s kakšnim takšnim programom v političen svet, ne bi daleč prišel, a ne. Zdaj ste me peljali v eno smer, kamor absolutno nisem prej razmišljal, da greva, ampak je pa zanimiva, ker smo ravno v času pred volitvami, potem se vse še malce bolj potencira, ne, sploh to plemenskost, ki ste jo omenili sami. Na radiu zjutraj sem slišal en predlog, ko so se pogovarjali o volilni pravici, kdo lahko volja, smo sploh dovolj pametni, bi morali upraviti test, da greš voliti in tako naprej. Pa je nekdo poklical pa je rekel, sej, zdaj se bo kdo jezil, ampak če se pogovarjamo, lahko 16-letnik volja je dovolj pameten ali 18-letnik, ne, vendarle tista meja in rekel, jaz bi omejil, da bi navzgor nekje se končale volitve, ne, ker poglejte, kdo so ljudje, ki nas vodijo v tem trenutku in kakšna starost je tista, ne, pač malce za hec, malce za res, ampak v resnici je res tako, pogovarjamo se o drugem bloku jedrske elektrarne Krško, pogovarjamo se, koliko odstotkov bomo dali za orožje, na volitvah je pa velika večina tistih, ki pridejo voliti, ki so, hvala Bogu, že oddelali, pa zdaj lahko malce bolj uživajo in potem odločajo o stvarih, ki jih niti ne bodo več doživeli, ne. Mladih pa ne vprašamo, ker se veste, 16 let ali 18 let morda niso dovolj opolnomočeni za takšne odločitve. Tako da, ja. Moje mnenje je, veste, jaz bi bil majčkeno kritičen do te izjave, tega gospoda. Bil je to poslušalec, samo tako, ne. Razumem, ampak kot recimo, prvo, kar je, ljudje imajo in morajo imeti pravico, da izrazijo svoje mnenje. In vidimo v zadnjem času, če ne verjameš narativu, in če ga še zapovrh vsega se ga drzneš izraziti, ne, si takoj sovražnik, ne, in nič ne veš in si zaveden in si spet v tretjem plemenu in tako naprej, ne. To je prva stvar. Zdaj tisto, kar je, veste, mi smo se odločili, da bomo imeli demokracijo in ideal začetni je bil v bistvu v grških mestnih državicah. V grških mestnih državicah so imeli volilno pravico samo že na dobrem glasu v resnici, ne. kot privilegij. Ne, tako. Tisti, ki so sposobni odločiti. Mi smo to pravico razširili in jaz mislim, da je prav, da smo jo razširili. In zdaj tukaj je, če se nekdo drzne omejevati na spodaj, potem je zelo njemu enostavno se omejevati na zgor, jaz pa mislim, da vsi smo del družbe. In bi dal mnogo več napora k temu, da bi vsi ljudje morali izraziti svoje mnenje. Da ne bi prišli do tega, da dejansko res tisti, ki imajo slučajno čas ali pa ki se še niso popolnoma otopeli in obupali, pridejo voliti, ne. In je tu po mojem mnogo večji problem, ne. Zdaj, kako bi to rešil? Pa eden rekel, ja, obvezna volilna pravica. Ja, hvala za pravico, ki je obvezna, a ne. Tako da to je zelo spolzekterjeno, ker jaz mislim, da ljudje smo postali malce apatični, ko vidimo, kaj politiki delajo in zaradi tega volje potem ne vplivamo na njihovo delo. A lahko samo vskočim v Švici, a ne, kjer živite, na primer, kjer je eden od vaših prostorov, kjer najdete prostor za razmišljanje in delo. Tam imajo ogromno referendumov, ne, čeprav tudi v Sloveniji smo imeli kar precej referendumov, ko pogledamo, ampak ta odnos
švicarskega ljudstva do referenduma in do te demokracije, da lahko sami izrazijo svoje mnenje, morda o nam nepomembnih vprašanjih, je vendarle drugačen. Zakaj? Zakaj Švicarji to dojemajo drugače? Ker je starejša demokracija? Ne, jaz ne bi rekel, da je to starejša demokracija, ampak oni smatrajo dati svoje mnenje, dati svoj glas kot odgovornost. In oni želijo, v bistvu, ravno s tem, z vključevanjem širše publike, dejansko res izbrati neko odločitev, ki bo imela, ki bo reflektirala dejansko mnenje, široko mnenje vseh posameznikov. Potem je pa to, kar so se zmenili, za njih moralni zakon, ne pravni papir. Mi v Sloveniji, glejte, jaz bom prehitro peljal, pa me bo radar ujel, pa se bom usedel na kavi s prijateljem in rekel, me je radar ujel, pa so mi kazen napisal, pa bo rekel, kaj bom rekel, ti smola, ti pa, dej, da ti plačam pivo za to, da se malo umiriš, to pa je res, mislim. Pa se ti ponovadi ne voziš hitro, zdaj pa so glih tebe so ujeli, ko ponovadi zmeraj po predpisih peleš. To je slovenska zadeva. Ker jaz sem pač voznik, ki dejansko res poskuša po predpisih čim več voziti. Naredim napako, ampak da bi pa plansko, pa ne. V Švici ne bom o tem debatiral, da so me na radarju ujeli, ne. Ti, kriminalc, kršiš pravila, mislim, karikiram, ampak vendarle, pri njih je dogovorjeno pravilo, moralno obveznost, ne pravni obveznost, ne. In tu je ta razlika, v bistvu, zakaj potem oni tudi smatrajo te njihove odločitve za zavezujoče. Je pa pred tem veliko zelo pluralne diskusije in tudi mediji, niso zlorabljeni, da bi oblikovali mnenje. Ker danes je zlasti v Evropi, mi lahko jasno vidimo, da je težko resnico v medijih dobiti. Moraš kar potruditi se, da mogoče majčkeno bolj lahko vidiš eno in drugo stran kovanca. Mi smo navajeni samo na eno stran kovanca v javnih medijih in zaradi tega jaz osebno praktično skoraj jih ne gledam več, ker je izguba časa. Samo še eno švicarsko vprašanje, potem grem še na drugo temo, ampak Slovenci, sploh v tistih letih, ko ste rekli, ko smo se osamosvojili, smo imeli to, mi bomo pa druga Švica. Vi ste zdaj v tej Švici. Ob tej moralni odgovornosti, kaj nam še manjka? Pa a si res želimo biti druga Švica? Zdaj, kaj si želimo mi kot narod, vam ne moram odgovoriti, zaradi tega, ker sem del tega naroda in to je vse, kar lahko rečem, moja želja. A bi si želel, da bi Slovenija postala druga Švica? V nekih elementih da. Urejenost, pravnost, spoštovanje v bistvu tega, da je dobro delo, dober rezultat, te stvari, to bi rad v Sloveniji uredil. Ampak veste, po drugi strani pa Švica vendarle dokaj kruta lahko. Recimo kot zaposlen v Švici ali pa v Ameriki se ni velike razlike. Izgubiš službo v roku enega meseca. Mislim, govorim pravno formalno, tvoj delodajalec lahko pride, ti reče, poslušaj, smo se odločili, da bomo zmanjšali število delovnih mest. Tak, saj je socialna mreža, pa si potem nezaposlen, pa tam ti daje trening za to, da boš našel novo službo in tako naprej. Vse v redu. Ampak veste, je to zelo tako in out, ne. Recimo to ne bi priporočil, da bi Slovenija osvojila, medčloveški odnosi. Mi smo toplejši, V Švici jaz rabim desetletje ali pa dve, da dokažem sosedu, da sem jaz korektna oseba, pa to ni zato, ker sem Slovenec, ampak zato, ker on rabi, da me res dobro preveri, preden bo naredil en korak naprej, neke bolj pristne stike, V Sloveniji smo mnogo bolj sprejemljivi, še zlasti za tujce, ki prihajajo iz severa, za tujce, ki prihajajo iz drugih smeri, smo pa nepošteno kritični. In ob tem jaz nisem promotor migracij, ampak vendarle, če človek enkrat prišel, mu daj možnost, da se dokaže. To je moje vodilo. In tako, ko bom rekel, Slovenija in pa Švica, imeli smo boljše nastavke. Jaz se spomnim, ko sem kot še študent potoval po deželah vzhodne Evrope, zlasti se spomnim Madžarske. Sem prišel nazaj, prvič pa zadnjič v življenju sem rekel, Josip Broz Tito, hvala ti,
Nikoli prej tega nisem rekel, ker pač izhajam iz krščanskega okolja in sem bil nekomunist in ostal nekomunist. Temu primerno sem pač nisem kritiziral, ampak sem živel vzporedno življenje skupaj v naši družini, a ne. Ko sem videl tisto revščino tam, sem rekel: "Pa saj nam ni tako slabo." Praga podobno. Pa greš pa danes v Prago, mislim, pa to se vse blešči, navzven se vidi, da so stvari v red spravili, ne. Mi smo pa, saj smo naredili korak naprej, ampak tako malo bolj na easy, ne. In si rečeš: "Okej, dobro, no, mi smo izgubili neko veliko konkurenčno prednost, pa a bomo pustili, da nas prehitijo, ali bomo vsaj zdaj nekako se malo zbudili pa premaknili iz mrtve točke." In tukaj mi je zelo zelo veliko veselje opazovati neke take eminentne predstavnike tega kluba SBC v Sloveniji, ko vidiš, da so uspeli iz neke male Slovenije narediti svetovno zgodbo, ne. Jaz se spomnim, sem na enem od svojih teh launchov v svoji ekipi, to je bilo tam nekje 100 ljudi, sem želel spodbuditi, da čeprav smo mali, ne, v tem podjetju Pierre Faber, napram gigantom svetovne industrije, da vendarle smo sposobni narediti velikanski preboj, in sem jim predstavil gospoda Akrapoviča in njegove izpušne lonce, a ne. In ljudje so bili čisto fascinirani, ker vsi so vedeli: Akrapovič, to pa ta boljši auspuh za na motor, a ne. Pa so prišli ljudje k meni: "Ja, jaz imam tudi tak, a to je iz Slovenije." Tako sem rekel: "Ja, to pa je od enega genialnega Slovenca." A ne. In takih je en cel kup v Sloveniji in tem ljudem je treba dati spodbudo, da bodo še več lahko naredili, ne. Da ko želijo novo, bom rekel, tovarno odpreti, da se mu pomaga, ne pa da se mu zaradi fovšije polena pod noge meče, ne. In to je to, kar moramo spremeniti, ne. Da ne bomo tisto po slovenski: "Če je fovšija, bi gorela, a ne, nam bi bilo vsem vroče." Take stvari moramo spremeniti in zato je dobro malo po svetu iti, da vidiš, kako to drugje delajo, nekje boljše, nekje slabše, potem prineseš nazaj. Mimogrede, Balkan, zelo pogosto gledamo dol na Balkan, tako, češ. Ampak moja osebna izkušnja je imeti prijatelja iz Balkana, dobiš enega res dobrega prijatelja. Tam je zelo pogosto: "Ali te mrzim ali te volim", ne, nič vmes. Mi Slovenci, ali samokritično, pa vendarle se vprašam: "S tega človeka bi pa rad bil prijatelj, zaradi tega, ker je to pa ono pa tretje pa." A veste, jaz včasih grobo rečem, s kalkulatorjem v žepu, ne. Pogosto, ne vedno, ne govorim o otroških prijateljstvih pa drugačnih tudi, se zgodi, ne. Ampak recimo to so pa stvari, ne, ni vse samo slabo, ne, na jugu. Ne, zakaj pa to ne pokopiramo, ne? Mi samo snađi se, a ne, nekako vzeli za svoje, ne. Zakaj pa ne to prijateljstvo pa pomoč sosedu pa tako naprej, ne. Ne, to so te stvari, ko če greš po svetu, vidiš, pa si rečeš: jaz bi pa te dobre elemente pobral." In jasno, to je potem moj repertoar, ko delam s svojimi klienti, ko jim želim v bistvu tisto mojo izkušnjo, pa mojo, bom rekel, izkušnjo, ne samo slovensko, pa ne samo menedžersko, ampak tudi to življenje po svetu, ponuditi, da se vprašajo potem v sebi, kaj si pa ti zares želiš, ne. Ker temeljna zadeva pri osebnem razvoju, ker zame je to coaching, je pomoč pri osebnem razvoju. In ta osebni razvoj, kako postati boljši, pa ne malo boljši, ampak kvantitativno, čisto na drugem nivoju, a ne. Kako ljudi pripeljati do tistega nivoja flowa. A veste, ko imate mogoče vi v vašem poslu izkušnjo, ko ste včasih pred veliko publiko, pa imate dan, pa imate inspiracijo, pa se počutite, kot da ste, ne vem, Van Halen na koncertu, a ne, a veste. Enostavno gre. Ideje, kar ne veste, od kod prihajajo, in to, čeprav ste se jasno vi prej pripravili in tako naprej, ampak dobite eno začimbo dodatno, ne. Tako je lahko, ne samo takrat, kadar delaš prezentacijo. Tako je lahko tvoj delovni dan. Ti prideš v službo z veseljem, in nekaj delaš tam in te to navdahne, ne, si v flowu. In to želim ljudem pomagati. Isto športniki, ne, včasih še sam ne veš, od kje ti je tisto potegnil, ne, tenis igralec se okoli obrne pa med nogami nazaj vrne v popolnoma nemogočo pozicijo nasprotnika.
to so te stvari. In tukaj je tisto, kar bi jaz želel v bistvu prenesti iz tega, kar zdaj delam, tudi v slovenski prostor in potem uživati življenje. To pa moj flow, ko vidim moje kliente, kako napredujejo, kako uspevajo, ko me pokličejo nazaj, prav, je bilo, mislim, to pa je bilo, ne. Pa tako, malo samovšečno rečeš, vidiš, se nisem čisto brez veze svetoval, a ne. To je pa tisto, ko ti da potem smisel. Ja, dobrodošli nazaj v Slovenijo, ne. Pravijo ponavadi, da veliko govorimo o tistih, ki odidejo in se nikoli potem več ne vrnejo. Vi ste zdaj svojo zgodbo obrnili nazaj in prinesli ne zgolj sebe in svojo družino, ampak en kup enih izkušenj in znanj. In ja, dobro je, da lahko slišimo tudi, da se znanje vrača nazaj v domovino. Hvala za tale pogovor, sem prav vesel, mislim, da bova še kdaj klepetala, da bom spraševal, kaj počnete, ko boste tu in kaj je dobro, pa kaj lahko popravimo. Do takrat pa hvala lepa in varno pot. Boste šli v Francijo ali v Švico? Najprej v Švico, sin ima rojstni dan, potem gremo pa naprej. Odlično. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Z veseljem. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Verjamem, da ste v tem pogovoru uživali tako kot sam in kot sam, ki sem dobil kar nekaj dobrih, pametnih misli in nasvetov, da ste tudi vi kaj takšnega pobrali iz tega pogovora. Hvala, do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.